Mimkovanci, no, tokrat imam za vas pravo poslastico. Pogledali si bomo njihovo dominanco. Okej, kar bomo mi danes naredili, bo res nekaj posebnega. Mi sami bomo ustvarili graf za meme-coin dominanco. In kot vidite, tukaj najprej smo na našem Bitcoin dnevnem grafu napram dolarju, pa že ko smo tle, dajmo si malček pogledati Bitcoin, kako mu kaj kaže. Tukaj, kot vidite, sem imel izrisano tole bikovsko zastavo, ki se je trenutno lepo izvedla. Dobili smo odboj iz tegale našega dolgega vzorca padajočega, razširjajočega klina, to je bikovski vzorec. Tukaj smo imeli prej en lažni preboj, smo šli testirati spodaj ponovno in zdaj smo imeli ta pravi preboj. Zdaj, kar sem tudi pričakoval, je, da bomo imeli en popravek. Tukaj tale je kar pomembna meja na 71 do 72 tisoč in tukaj sem tudi pričakoval zavrnitev, kot sem zarisal s temilemi puščicami. In zdaj ponavadi se nakupuje na popravkih in šli smo testirati točno tole mejo kot podporo. In zdaj moramo tudi tukaj videti, če bomo imeli odboj. Kot kaže RSI, bi znalo biti, da bomo imeli skrito bikovsko divergenco, kar pomeni nadaljevanje rasti. Tukaj imamo dno in višje dno v gibanju cene, ampak tole dno moramo še potrditi, tako da bo treba še spremljati. Medtem ko RSI, pa pogledajte to tukaj, se je tukaj naredilo dno in pa nižje dno, kar je super. Tako da vsekakor pričakovanje bi bilo, da pridemo dol do te meje, oziroma saj smo na nek način že prišli, imamo odboj, končno prebijemo tole mejo na 72 tisoč in potem nadaljujemo z rastjo vse do 90 tisoč. Tako da to bi bilo to, kar se tiče Bitcoina. Preidimo zdaj na zanimivo stvar. Dajmo ustvariti svoj graf meme-coin dominance. Kar bom jaz naredil, je, da bom šel na CoinMarketCap, torej smo na CoinMarketCap in tukaj bom šel na tale zavihek memes. In kaj bom zdaj naredil? Po prvih meme-kovancih vse do 50, torej do številke 50, vidimo tukaj, da so v bistvu samo 4, ponavadi tile največ nosijo sam trg naprej. No, vzel bom vsakega in seštel njihovo dominanco. Torej, tukaj vidimo, da do številke 50 pridejo samo tile 4. Dogecoin, Shiba Inu, Pepe in Dog with Head. Popcat je že čez številko 50. No, ta prvi je Dogecoin in kaj bom zdaj jaz naredil? Gremo nazaj v naš Trading View, grem tukaj zgoraj in vpišem Doge.d, da dobimo Dogecoin dominanco. In tukaj vidimo, imamo zdaj pred sabo Dogecoin dominanco na dnevnem grafu, ampak zdaj moramo prišteti še ostale coine, ki pridejo vse do številke 50 po tržni kapitalizaciji. Grem nazaj na CoinMarketCap in naslednji je Shiba Inu. Kako ga zdaj jaz dodam? Pojdimo nazaj na Trading View. Grem tukaj gor, še enkrat. In zdaj v tole polje dodam plus in nato shib.d in pritisnem enter. In zdaj je Dogecoin dominanca združena skupaj s Shiba Inu dominanco in dobimo tale graf. Ampak nismo še končali, moramo dodati zdaj še 2. Pojdimo nazaj na CoinMarketCap, naslednji je Pepe, pa dajmo ga dodati. Spet grem tukaj gor, kliknem. In v tole polje dodam plus pp.d in pritisnem enter. In še eden nam je ostal,
to je dog with head, torej with. Pojdimo nazaj na TradingView, gremo spet tukaj, kliknemo in dodamo plus with.d in pritisnemo enter. In tako, to je zdaj naš graf meme coin dominance. In tukaj v bistvu lahko vidimo, da je kar precej bikovsko vzdušje. Ta prva stvar, ki jo opazim, je, da smo mi tukaj od spodaj imeli bikovski vzorec trojnega dna. Vidite eno dno, drugo dno in zdaj še tretje dno. Tukaj smo imeli našo neckline mejo, ki smo jo že prebili in samo poglejte tole rast naprej. Ampak ni se zgodilo samo to, prebili smo tudi tole mejo in naredili na njej podporo in zdaj od nje rastemo naprej. In naslednja meja, ki jo zdaj moramo spremljati, je pa tale tukaj. Kaj bomo zdaj tukaj naredili? Ali bomo rastli še naprej? Malček bo treba paziti, tukaj se nam je naredila ena medvedja divergenca. Imamo vrh in višji vrh, medtem ko RSI je naredil tukaj vrh in pa vrh na isti višini. Tako da ta medvedja divergenca je zdaj v teku, ampak kot sem rekel, treba je spremljati zdaj tole podporo tukaj. In če bomo mi slučajno naredili tukaj skrito bikovsko divergenco, kar bi pomenilo, da bomo nadaljevali z rastjo. Torej, kar zdaj jaz hočem videti je, da imamo tukaj v gibanju cene dno in višje dno, medtem ko RSI, da naredi tukaj dno in ali dno na isti višini ali pa celo nižje dno. Tako da tukaj bo treba še malček počakati, kaj se bo v bistvu še zgodilo. Je pa vsekakor tale meja tukaj zelo pomembna, na tam nekje okoli 1,70%. Zdaj, če dobimo odboj, je potem tale meja kar precej pomembna. Tale tukaj široka meja, od katere smo bili zdaj pred kratkim tudi zavrnjeni. Ta meja sega vse od 1,80% pa do 2% in nato imamo še tole mejo tukaj. Naš sam vrh, ki je na tam nekje 2,20%. Tako da v primeru odboja, kot sem že omenil, bo vsekakor treba spremljati ti dve meji. Zdaj, če smo pa zavrnjeni, bo pa treba spremljati tole mejo tukaj spodaj. Ta je zdaj kar velikega pomena, ta sega vse od 1,50 pa do 1,60%. In seveda naslednja zelo, zelo pomembna meja je tale tukaj, ki je tudi neckline meja našega trojnega dna, ki je bikovski vzorec in to je na 1,40%. Tako da, ali bodo meme coini dobili nov zagon? No, to bo vsekakor graf, ki ga bo vredno spremljati, da dobimo odgovor na svoje vprašanje. Vsekakor zelo zanimiva stvar. Pripravlja se še ogromno drugih zanimivih stvari, zato se ne pozabi tudi naročiti na moj kanal, da ne boste zamudili video. In seveda, če želite tudi več informacij, se mi lahko pridružite tudi na Patreonu, kjer imam posebej pripravljene pakete. No, z drugim paketom lahko dobite dostop tudi do mojega Discord kanala, kjer spremljamo kriptovalute tudi na manjših časovnih intervalih, tako da v bistvu še bolj vidite, kaj dejansko spremljam. Na tem mestu bi se rad zahvalil še vsem patronom, ki svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tega kanala. Če bi morda želeli postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. No in seveda v zameno za podporo pridobite dostop tudi do dodatnih vsebin. Preko prvega paketa lahko dobite dostop do mojega dnevnika tehničnih analiz, kjer ne spremljamo samo kriptotrga, ampak tudi delniški trg in trg žlahtnih kovin.
Preko paketa Višje pa dobite dostop tudi do mojega Discord strežnika, kjer spremljamo kriptovalute in seveda tudi preostale trge na manjših časovnih intervalih. Tako da dobite v bistvu še boljši občutek, kaj dejansko spremljam. No in patroni ste deležni tudi dodatnega popusta na moji spletni trgovini. Vse, kar ste namreč prispevali preko Patreon platforme, se vam upošteva do časa nakupa kot dobro imetje. In tako lahko nekateri patroni celo nakupujejo zastonj. No in ko smo že pri spletni trgovini, ne je pozabiti obiskati. Tam se je zvrstilo zdaj že kar nekaj indikatorjev. Imamo naprednejši RSI, naprednejši MFI, RSI, ki se prikazuje direktno na svečkah, MFI, ki se prikazuje direktno na svečkah in tukaj je tudi ARI, Asset Rotation Index, to je indikator, ki sem ga spisal povsem sam, ki prikazuje, kam na kriptotrgu se pretaka denar. Ali se pretaka v Bitcoin, ali v altcoine, ali v stablecoine, kot neke vrsta mapa pretoka denarja. Hvala vam, da ste si video gledali do konca, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Zanima me tudi, kaj si vi mislite o teh tehničnih analizah. Se strinjate z njimi, se ne strinjate z njimi, ste morda vi opazili karkoli drugega? To zanima predvsem mene, kot seveda tudi ostale. Zato kar komentirajte spodaj in začnimo debato. Na tem kanalu konstantno spremljamo ceno Bitcoina, kot tudi drugih ostalih kriptovalut, pa še kakšne zanimivosti. Zato, da ne zamudite kakšnega videa, je najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje. Samo tako vas bo YouTube o novem videu tudi takoj obvestil. Seveda bom tudi vesel delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije v tem videu uporabne tudi za njih. Zdaj pa vam želim lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.